vsem skupaj, ki ste prišli. Lep pozdrav tudi našim gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo v neposrednem prenosu. Nocoj danes je 43. etapa vseslovenske turneje revije Demokracija, na kateri predstavljamo naše knjige, avtorje knjig in avtorje, ki so knjige izdali v samoizložbi, in vabimo v goste tudi druge goste, da malo pokomentirajo aktualno politično situacijo. Danes je z nami gospod Anton Šturbej, kandidat za poslanca na bližnjih državnozborskih volitvah. Nekoč je delal v gospodarstvu, nato v Slovenski vojski, zdaj je pa pokojnec. In gospod Igor Menza, avtor 17 knjig o Udbi in velja za vodilnega raziskovalca udbovskih arhivov. Preden začnemo, bi rad čestital tistemu mogočecu med vami, ki je včeraj na jackpotu dobil zajeten kupček denarja. Prej sem se z gospodom Šturbem pogovarjal spet. Sicer ni ta glavni jackpot, ampak je približno 140.000 evrov. S tem denarjem se seveda lahko kup marsikaj. Jaz smo želeli, da ga varno nekam naloži ali pa kupi kakšno nepremičnino, čeprav bi bilo to malo nevarno, glede na to, da Levica obljublja, če bo na oblasti, bo zaplenila vse nepremičnine, ki jih ljudje ne potrebujejo. Ampak to ni seveda edina neumnost naše slovenske leve politične opcije. Ena izmed največjih neumnosti je bila, da niso podprli zakona o dohodnini, s katerimi bi se povečali oziroma se bodo povečale plače ljudem in delavcem. Gospod Šturbej, kako to komentirate, da pač ne podprejo zakona, ki je v korist ljudi, delavcev, kmetov, upokojencev? Če lahko torej komentiram, mogoče samo z besedami, da tudi večinoma nas, navadnih državljanov, ne razumemo, kadar gre za dobro vseh nas, predvsem nižjega sloja, bi rekel, ki že itak ima nizke pokojnine, plače, ki niso mogoče dostojne nekaterih delovnih mest, ker moramo vedeti, da ti z najnižjimi osebnimi dohodki so pol tudi, ko grejo v pokojnino, imajo težave z različnimi oblikami plačevanja oziroma tudi, kadar je potrebno človeka namestiti v dom za ostarele. Tako da težko razumemo to, da nam obljubljajo boljši jutri, da bojo boljši od trenutne vlade, aktualne vlade, pa obljubljajo, bom rekel, venezuelske metode oziroma metode vladanja. Vse nasploh je značilnost Levice, da obljublja neke gradove v oblakih, obljublja skoraj neuresničljivo. Poglejte, desnosredinsko vlado imamo zdaj 2 leti, potem ko je gospod Šarec vrgel puško v koruzo. Kako v teh krajih ste občutili spremembo oblasti, oziroma kako v teh krajih občutite delovanje te desnosredinske vlade? Bom se tukaj navezal, da je med nami tudi politik in policist, gospod doktor Vinko Gorenak. To je njegova pogruntavščina, ali, bom rekel, on je prvič omenil, da je Šarec vrgal puško v koruzo. In dejansko to je nekaj mogoče 1000-krat ali milijonkrat ponovilo mnogo Slovencev. Danes ta isti človek obljublja, da s tistimi, ki bi rad šel zopet v koalicijo, če pa pogledamo posnetke za nazaj, pa sam ugotavlja, kot da s temi vsemi ni bilo vzdržno,
in da ne more z njimi zagotoviti ljudem tisto, kar je obljubljeno. Jaz tudi mislim, da se on danes zaveda, da nima ekipe takšno, kot je recimo aktualna vlada, pa tudi med nami je, bom rekel, sekretar ali pa vodja kabineta trenutne vlade, ki je dejansko pomagal, da je ta vlada tudi obstala, da je zdržala vse napore kljub pandemiji in da so se sprejemali tako pozitivne zadeve za vse nas, tu, bom rekel, za vse svoje, od študentov, tisti, ko delajo aktivno, do upokojencev, tako da ni človeka oziroma tistih, bom rekel, potencialnih državljanov toliko, da bi zagotovili večino Šarcu ali podobnim strankam. Gospod Šturbe, bo še malo pri vas ostala. Glejte, ti kraji so pretežno kmetijski. Kmetije se vse bolj usmerjajo v turizem, za turizem je pa zelo pomembna infrastruktura. Kako je v teh krajih z infrastrukturo oziroma cestno infrastrukturo? Kaj pogrešate, kaj mislite? Kar se tiče razvoja turizma, jaz osebno menim in sem prepričan, da turizem v naših koncah bi veliko več požel nekih dobrih rezultatov, kolikor bi bila urejena infrastruktura. To pomeni cestna in železniška. Če samo omenim železniško infrastrukturo, da se že danes moj vnuk vozi na istem vlaku, kot sem se jaz vozil pred 40 leti in več. Danes je pa ta vlada v 2 letih ali malo več zagotovila, da na naših železnicah se že pojavljajo novi vlaki. Vlaki, ki so moderni, ki smo jih pred nekaj leti gledali samo po Avstriji ali drugih razvitih državah. Kmetijstvo pri nas bi verjetno bilo tudi dosti uspešnejše, kolikor bi bila ta veriga krajša od proizvajalca, bom rekel, kmetijskega proizvoda, da so hitrejše ali pa krajše te poti do končnega porabnika, ker vemo, da je hrana pokvarljiva in da hranilnost, bom rekel, tiste neke hrane, ki jo uvažamo iz Španije ali drugih držav po svetu, zgubljajo na svoji vrednosti. Tako da Obsotelje in Kozjansko ima mnogo priložnosti, če bo še ta vlada naprej. Poglejte, po osamosvojitvi nasploh vsi so mislili, da se bo Slovenija začela hitreje razvijati, ampak je nastal nek zastoj. Če smo samo pri cesti infrastrukturi, sicer smo zgradili avtocestni križ, ki smo pa vsi zelo preplačali. Marsikaj smo tudi preplačali, recimo zdravstvo, ampak to je vse posledica nekega sistema, ki se je razvil že v prejšnjem totalitarnem režimu. Vse je nekako povezano z ostajno politično policijo. Gospod Tomjeza, kje so začetki te tajne politične policije? Vemo, da je imela zelo različna imena. Vi ste raziskovali, zakopali ste se v arhive UDBE in ste zelo dobro seznanjeni s tem. Hvala za vprašanje. Jaz se zelo pozdravljam, sem vesel, da sem v tem kraju, v tej lepi dvorani. Zdaj, tajna politična policija je vedno že samo ime pove v funkciji politike, se pravi v Sloveniji oziroma Jugoslaviji, da tajna politična policija je bila v rokah ozkega kroga komunistične partije, tega vrhovnega kroga komunistične partije, in njen namen ni bil, da bi varovala državo kot tako, ampak je varovala predvsem absolutno oblast ene stranke, oziroma njenih voditeljev, tako rečem. To je recimo neka nasprotje temu, kar je danes v Sloveniji varnostna služba, ali pa v demokratičnih državah. Zdaj, žalostno dejstvo je, da je tajna politična policija ima v Sloveniji izvore že
15. avgusta leta 1941, ko je Kardelj ustanovil varnostno obveščevalno službo. Jaz veliko, ali pa vsaj v uvodu knjigi Velikani slovenske osvoboditve in Udba, cel žebot, veliko pišem o udbovskih, vosovskih umorih, predvsem velikega Slovenca Lamberta Ehrlicha. Zame je to največji politični umor v slovenski zgodovini. Ga natančno opisujem in tudi preko tega seveda opisujem delovanje Udbe, ki je bila pravzaprav v bistvu morilska organizacija oziroma stalinističen tip tajne politične policije. Potem se iz VOS-a, VOS je že slovenska zadeva, ni še to federalna ali pa jugoslovanska zadeva. Potem se pa leta 1940 Tito ustanovil Drvarju 13. maja 1940 OZNO, oddelek za zaščito naroda. OZNO za Slovenijo tudi iz tega nastane in VOS-ovski kadri se premestijo v OZNO Slovenije. Potem pa leta 1946 marca nastane Uprava državne bezbednosti, v srbščini govorim, oziroma v slovenščini Uprava državne varnosti, ki potem leta 1966 spremeni ime v SDV, oziroma Služba državne bezbednosti, oziroma Služba državne varnosti v slovenščini. In iz tega prvega srbskega naziva UDB se je potem ponarodelo, je nastal že v času trajanja socialistične Jugoslavije, se je ta tajna politična policija začela imenovati UDBA, skrajšano UDBA. Tudi Tito in ostali so uporabljali ta izraz UDBA, ampak danes ima UDBA seveda zelo negativno konotacijo. Če rečeš, da je bil nekdo udbovc, udbovski sodelavc in tako naprej, to pomeni nek slabšalni prizvok v Sloveniji. Čeprav seveda so nekateri pomembni sodelavci UDBA in udbovci sami, predvsem en del udbovcev zelo uspešno prešel v tranzicijo in se iz politične policije več ali manj prelivil v neko kapitalsko močno strukturo. O tem več govori, verjetno že poznate, če pa še ne, priporočam knjigo Vzporedni mehanizmi Radoša Pezdirja. Mi da se zraven napisali eno knjigo Kriminalni temelji teritorialne obrambe Nove Ljubljanske banke, kjer pravzaprav en segment tega obdelujeva. Skratka, da bi zdaj končal to zadevo, se pravi UDBA v Sloveniji praktično, oziroma tajna politična policija od komunističnega vrha od 15. avgusta 1941 in seveda z nastopom nove Demosove vlade, z nastopom notranjega ministra Bavčarja se pravzaprav prekine se sicer tajna politična policija, ampak seveda se pa prenese v tranziciji marsikaj tega, ne samo udbovskega, tudi režimskega, v nadaljevanje našega demokratičnega režima in iz tega potem nastajajo mnoge zadeve, ki niso ravno Sloveniji v čast. Predvsem v končni fazi plačamo to v bančni sanaciji zadnji, par milijard smo plačali, zato ker je mnogo tega pravzaprav izhaja še iz prejšnjega režima se prelivilo in delovalo še naprej in je tudi povzročilo en večji del te luknje, ki smo mogli zapolniti davkoplačevalski denar. Še enkrat povem, o tem več piše kolega Pezdir. Gospod Merza, vi se mislim, da že 15 let ukvarjate z preučevanjem udbovskih arhivov. Lahko samo slutimo, da so bile to zelo obsežni arhivi, ki so bili po osamosvojitvi zelo dolgo nedostopni. Kako ste vi začeli z raziskovanjem? Kako je prišlo do tega, da ste se sploh ti udbovski arhivi odprli? No, ena skupina prijateljev, ki smo delovali v odboru za varstvo človekovih pravic, če se spomnite, to je ta odbor, ki je nastal zaradi afere JBTZ, aretacije Janše Borsne, Tasića si zavrli, ni bil aretiran, ampak ki se je umaknil v psihiatrično bolnico, čeprav bo tudi sojen. To je ta afera JBTZ, zaradi tega Janševe aretacije takoj nastane odbor za varstvo pravic Janeza Janše in pozneje odbor za varstvo človekovih pravic. Jaz sem hotel, meni prijatelji, ki smo delovali, smo hoteli o tem napisati knjigo. Jaz sem šel v arhiv, moram reči, da nisem vedel, da je Janševa vlada že leta 2007 dala v parlament predlog za spremembo arhivskega zakona, parlament je to potrdil in takrat so se odprli arhivi UDBE, partije, SDL in te družbeno-politične organizacije. Tako da, ko sem prišel noter, ko sem začel raziskovati za odbor, sem videl, da je odprt tudi arhiv, ne samo odbor, ki je bil leta 1988, pa do leta 1990, ampak
tudi udbovski arhiv, ker je bilo meni potem zelo zanimivo, ker je Udba seveda bila tista, ki je inicirala ta JBTZ, ne, in vojaški KOS, to je pa vojaška tajna politična policija, KOS je tudi ponarodela ime, ne. In zato me je to pritegnilo in sem začel potem, pravzaprav na mesto odbora, sem začel to proučevati. In seveda, večina dokumentacije je uničena. Je pa zanimivo uničevanje bilo. En del je uničen v celoti, popolnoma nemogoče kaj napisati, ne, če nimaš nobenih dokumentov. En del je pa dobro ohranjen. Recimo, prav za to knjigo, ki sem prej govoril, Kriminalni temelji, sva našla z Radom Plezirom 10.000 strani o enem segmentu tega udbovskega delovanja in sva lahko res dosti dobro knjigo napisala, da sta šla noter v anatomijo, kaj se dogaja. Ne. Tako da sem jaz potem to začel pisati in sem pač iz tega potem naredil doslej pač 17 knjig. Ste naredili na tudi kakšno tako ime, ki se vleče iz prejšnjega režima še v sedanjo samostojno in demokratično Slovenijo? Nekateri udbovci, ne, ki so se prišli v nov demokratični režim, so predvsem kapitalno pomembni, ne, kot recimo Ivan Eržen, bivši načelnik Udbe, ki je danes nekje v Švici, se ukvarja z energetiko, Janez Zemljarič, šef Udbe, ne, je podjetnik, ne, potem je Dragoj Salevič, tudi udbovec in še nekateri drugi, tako da se te pojavljajo predvsem v teh kapitalskih povezavah. Silvo Gorenc, kot zvezni šef Udbe, zelo pomemben udbov, seveda se je pojavljal pa tudi politično. Jaz sem ga videl na konferencah socialnih demokratov, ne, nastopov, ne. Tako da, no, potem imate tudi, ste videli, da je vodstvo socialdemokratov šlo pokloniti Borisu Kidriču, ki je bil poleg Kardela najpomembnejši tvorec, oziroma tisti, ki je pravzaprav vodil varnostno obveščevalno službo, ker vse njegova žena je bila šefica te, Zdenka Kidrič je bila šefica te obveščevalne službe. Tudi imate vi ogromno teh, pa seveda tudi, če gledate politično, ne, Milan Kučan, ki je bil poznejši predsednik demokratične Slovenije, je bil politični šef Udbe od leta 86 do konca leta 89, ko odloži predsedniško mesto Zveze komunistov. Se pravi, vsi tisti, ki so bili politično pomembni, so bili seveda politično pomembni tudi za Udbo. Kolikor so še nastopali, ene par imen sem povedal, ali kapitalsko, ali politično, se pravi, se vleče ta star sistem še v demokratično Slovenijo. Glede, knjige gospoda Merze so pravzaprav vsaka knjiga posebej govori o dobesedno kriminalnem, če ne mafijskem početju tajne politične policije. Gospod Šturbej, mi da se približa enake starosti, kdaj ste vi spoznali, da Udba, tajna politična policija, ni tisto, za kar se predstavlja, da ni neka, ne vem, kako dobro razgovorijo, da je bila neka humanitarna, malo da nedobrodelna organizacija, ampak da je bila pravzaprav zločinska družba? Po nekih zapisih, ki so bili nam nekako dostopni, pa mogoče en primer iz gospodarstva, kjer sem delal v Železarni Štore, smo tiskrat ugotavljali, da med nami so tudi ljudje, ki nas nekako, bom rekel, te bolj demokratične sile nekomu tožijo. Jaz sem imel en primer, da smo se pač kot današnja mladina tudi, bom rekel, da smo hoteli nek demokratične spremembe, kot danes recimo gibanje za okolje in prostor, za zdravo pitno vodo in podobno. Tako smo se mi recimo organizirali, pa smo zagovarjali enega gospoda, da je invalid in da dejansko ne more hoditi na nek, bom rekel, oddaljen kraj, ampak da se lahko en strojček bliže predstavi, da bo lažje ta človek izvajal svoje delovne obveznosti. Potem so me pa en dan, ker sem bil tam pač kontrolor, poklicali kot na neko zaslišanje, kaj je zdaj to, ne. In ko sem prišel v eno sobico, me je dejansko tisti zasliševalec mi je nastavil stav
in mi je naročil, da se tam sedem. On je bil daleč od mene, ena taka posebna soba. In je pisal in pisal. Jaz pa sem sedel na enem stolu, pa ga vprašam čez pol ure, če bo me zaslišal, ne, da sem pač prišel na neko zaslišanje, za katerega niti ne vem, kakšna vprašanja in kaj sem pač naredil. Ne. Dejansko po enih 2 urah je rekel, da je zaključeno zasliševanje. Ko sem šel iz te sobe, nisem vedel, zakaj se gre, ne, ker so pač metode malo posebne. In še potem na avtobusu smo se včasih vozili z avtobusom domov in pa doma razmišljal že dolgo v noč, kaj mi je hotel s tem povedati. Ne. Dejansko mi je hotel povedati, da naj se ne zavzemamo za neke druge ideologije, kot za tiste, ki so nekako njim všečne in podobno. Tistikrat sem spoznal, da dejansko se predstavljajo za nekaj drugega, da pa sem prišel tudi do določene literature, kjer so bili aktivni upaši, ali pa tisto, ko so aktivno potem uvajali ljudi tudi za malenkosti in so potem imeli potem določene sankcije, in pa tiste neaktivne, ki so pa že želeli demokratične spremembe. To je Lajevec tudi napisal eno knjigo, mislim, da. In zelo podobno, mogoče so izvajali na 300-400 ljudi, smo vedeli tiskrat, da pa nekdo tudi po železarnah ali večjih podjetjih izvaja neko, bom rekel, zasledovanje, uvajanje, ne vem, podobne zadeve. V tem smislu sem jaz doživel prvič takšne in podobne zadeve v železarnah. Še nekaj bi dodal, ki se mi zdi pomembno. Ne? Zakaj se meni zdi pomembno v tem pisati? Moje knjige so jaz o kvaliteti svojih knjig ne morem govoriti, ampak lahko govorim o zvrsti. Te knjige so vse v bistvu kriminalke ali pa politični thrillerji, ampak ne izmišljotina, literarna fantazija, ampak temelječa na dokumentarnih dejstvih. In vam povem, da življenje piše, realno življenje, take zgodbe, ki si jih včasih najbolj, rekel, blesteča literarna domišljija ne more spomniti. Ne? Tega boste kar veliko najdli na osnovi dokumentov v mojih knjigah. Se pravi, gre za politične thrillerje, ampak meni gre samo za to, da napišem neko zgodbo kot politični thriller. Meni gre za to, da delujem nekako edukativno, ne? Da se te stvari prvič ne bi ponavljale in da bi nekatere stvari tudi razumeli. Veste, eni pravijo, pa kaj je ta preteklost, pustimo to, gremo v prihodnost. Dragi moji, brez da vi nekaj z nečem razčistite ali v privatnem življenju posameznika ali družbe, ki je sicer bolj kompleksni mehanizem, vi težko greste naprej. Poglejte, koliko težav imajo ljudje z nekimi zadevami svojega otroštva ali pa z nekimi napakami, ki se storili v življenju. Ne? Če teh stvari na nek način ne razrešijo, ali pa družba kot celota, ki sem rekel bolj kompleksna, imamo težave v razvoju družbe, v prihodnosti družbe. Ne? So velike težave. Ne? In poglejte danes Ukrajino. Jaz ta primer dajem. Kdo pa je začel vojno v Ukrajini? Ena oseba je to v bistvu. Ne? Kdo pa je ta oseba? To je bivši udbovec, če karikiram. Bivši KGB-ovec, to je isto. Ne? KGB je bil tudi šel iz stalinistične tajne politične, NKVD in tako naprej, KGB. Ne? Človek, ki je v tem smislu duhu bil celo operativc. Ne? In danes je on tisti, ki je vrgel svet praktično v stečaju. In lahko še kaj hujšega iz tega nastane. Ne? Hočem reči, da je tle neka povezava, ne? Iz teh tajnih političnih stalinističnih služb, naša služba, ruska, sovjetska in ljudje, ki so iz tega išli, ne? Posebej en posameznik, danes je tako izpostavljen, in to je neka povezava na to preteklost. To se mi zelo pomembno, da vemo, ne? Da se skušamo pač na nek način temu zoprstaviti, oziroma s temi stvarmi na nek način obračunati, ne nasilno, ampak vsaj na tem intelektualnem nivoju, ne, na nivoju pisanja teh stvari za nazaj. Ne. Ker veste, mi ilustracije nismo mogli narediti, ko se Slovenija demokratizirala. Zakaj ne? Ker če bi šli takrat demos v ilustracijo, bi en velik del slovenske družbe dobil proti sebi. In nismo mogli tudi državo narediti. Zato smo mogli na nek način se temu odpovedati in smo dobili celotno slovensko prebivalstvo na svojo stran, da smo lahko izvedli osamosvojitev države. Mi nismo z demokratizacijo dobili države,
Mi smo bili nek druge države, katero smo morali zapustiti. Ne? In zato je to pomembno, da smo mi to izvedli in smo se marsičemu mogli za to odpovedati, s čem nismo mogli razčistiti takrat. Ne? In to se nam še danes pozna. Gospod Šturbej, glede na to, da ste bili v slovenski vojski, pa še ni da malo pokomentirala Ukrajino, oziroma me zanima vaše mnenje o vojni v Ukrajini. Preden pa vam dal besedo, bi pa samo še nekaj glede gospoda Merza, kar je zelo prav, bi ga dopolnil. Gospod Merza je skromen. Knjige so dobre. Te knjige bi morali imeti vsaka slovenska knjižica. Vsaj eno knjigo bi moral imeti za obvezno čtivo srednješolec ali pa tudi višje osnovne šolce. Poleg tega, to niso samo trilerji, to niso samo kriminalke. Vsaka knjiga je po svoje obtožnica za dokumenti zoper ljudi, ki so opravljali kriminalna dejanja. Gospod Šturbej, zdaj pa midva o vojni za Ukrajino. Kakšno je vaše mnenje? Glede na to, da sem nekaj časa preživel v slovenski vojski, sem kot vojak nekako presenečen in ožaloščen nad postopki, bom rekel, ruske vojske. Glede to, kar se dogaja v Ukrajini in kar izvaja ruska vojska, to ni vojna, to je, bom rekel, genocid. Ker če bi jaz bil na mesto bilo katerega ruskega generala, bi vrnil vse čine in odlikovanja, ki bi jih dobil v tej vojske. Glejte, v sami Buči, če zdaj pogledamo to tragedijo teh civilnega prebivalstva, na strateški, kot bom rekel, na strateški, ne taktični nivoju, bi rekel, da to načrtovanje je izvedla politika, skupaj z njihovimi generali. Ampak civila se ne ubija in se ga ne, bom rekel, na njim izvrši genocid, posilstva in vsa ostala dejanja, ker je to protipravno ne samo po pravu določene države, po tudi mednarodnem pravu. Vsak vojak zahodnih vojsk je prej odločen, da je vsak odgovoren za svoje dejanja in nadrejen je tisti, ki ga mora takoj in nujno, bom rekel, iz bojišča potegniti in ga tudi procesirati v vseh pravnih pogledih. Vsa posilstva, tudi otroci 14 let do 22, 24 let, da se odkrivajo množična grobišča civilov, zdaj bom rekel, 2 grobišča po 400 ljudi nekje v okolici Buče. Tam je tudi moj sodelavec, Lesja Poštjan, smo nekaj let tudi delala v Celju skupaj. Je vojak in je tudi bil v opazovalnih misijah in zelo dobro pozna ta posel. Bil je tudi na teh področjih že prej. Ampak, kot sem rekel, nikoli se to ne dovoli nobenemu vojaku, še manj oficirjem, še manj razumljivo, da to delajo generali z visokimi činami in da prelivajo toliko krvi civilistov. Danes sem gledal tudi na Hrvaškem eno, bom rekel, zelo bolečo zgodbo in hvala Bogu, da jim gre zdaj, ne glede na to tragedijo, ki se dogaja, Ukrajincem na roko in sodnim organom in organom pregona, da bojo tudi ugotovili na truplih, da dejansko je to genocidno dejanje. To pomeni, da bojo odkrili na osnovi ran, ali je to truplo podzemno, nadzemno, na zraku in podobno. In tudi na, bom rekel, na samih ranah in pa od katerih so civilisti umrli. Zdaj, ekshumiranje žrtev na Hrvaškem, včeraj so pokopali 13 ljudi, ki so jih zavrženo dejanje nekoga, bom rekel, tistega srpske vojske ali pa paravojaških enot, ki so jih dejansko vrgli med živalske ostanke
in so včeraj bili prekopani oziroma pokopani, kar se, bom rekel, je normalno za vsakega človeka na tem planetu. Da ima svoj ID, da ima ime in priimek in da ima svoj grob in da je, koliko je kaj naredil, da je tudi pravno in formalno procesiran. To je moje mnenje kot, rekel, vojaka. Ja, pogledajte, pa bo še nekaj politično spodbudila. Namreč iz Putinovega kabineta ves čas sporočajo, da je Ukrajina napadena zaradi tega, ker je nacistična, fašistična. Ta besednjak malo spominja na besednjak slovenske leve opozicije in pogoličnih nevladnih organizacij, ki zmerjajo desno-sredinsko vlado, da je fašistična, tudi nacistična, vidna novinarska imena z leve politične opcije, se tudi to govorijo, so zdi ta vlada res fašistična. Če mislimo na Rusko, potem je, koliko pa aktualna vlada je za Slovenijo naredila ogromno in je dejansko zavrgla vse ideje določenih levo-sredinskih oziroma levo-sredinskih in levih teh, ki hoče, da prikažejo, da je sedanja vlada fašistična in podobno. Boste hitro naleteli na to, da dejansko so naučeni in da lažejo. Bom rekel, gledajte, naučeni so, da sedanja vlada krade, laže, da smo v koncu tudi zelo grdi besed, ki so kratke in enostavne, zato so hitro naučljive in nimajo argumentov proti sedanje vlade. Nimajo argumenta, da vlada je v času covida, bom rekel, ne samo, da je sprejemala dobre ukrepe, ampak pomembna je vzdržnost. Tudi vojak lahko ima ne vem kakšno, bom rekel, podporo, ampak vzdržnost. To pomeni, da zdržiš na dolgi rok. Isto je bilo v Ukrajini, oni so mislili, recimo ruska vojska, da pač bo šla 2-3 dni, ampak so naleteli na vzdržnost, bom rekel, nasprotnika ali tistega, ko se brani. Tudi sedanja aktualna vlada je odgovorila na mnogo teh vprašanj, gospodarstva, zdravstva, vse je bilo v kolapsu. Ko so sprejeli vodenje vlade, je bilo marsikaj, tudi prazna skladišča. Vemo, da se nam je zelo hitro zgodil Bergamo, Italija, kolikor ne bi vlada odreagirala tudi za ta nujna medicinske, bom rekel, potrebe od mask, pa ne še drugih materialov. Eden očitkov te vlade je tudi, da poskuša nekako revidirati zgodovino. Ne vem, borci pravijo, da je treba pač zgodovino preteklost pustiti tako, kot je in zelo nasprotujejo recimo gospodu Omerzi in njegovim knjigam in tudi gospodu Pezderu, sporedni mehanizem, pravzaprav še več, in popolnoma ignorirajo, če že ne ignorirajo, pa napadajo. Gospod Omerza pa odkriva druge obraze v teh knjigah. Eden primerov je Janez Stanovnik. Vsi ga mestni mediji imajo za očeta naroda. Gospod Omerza je napisal knjigo Pravi obraz Janeza Stanovnika. Kdo je bil pravzaprav Janez Stanovnik? Jaz sem to knjigo niti nisem hotel napisati, potem pa, ko je umrl Stanovnik, umrti sicer vse dobro, ne? Ampak treba tudi povedati določene stvari, da nam je živelo v zmoti. Takrat, ko je Janez Stanovnik umrl, je Slovenska tiskovna agencija objavila, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. On, ki je bil do zadnjega zagovornik v funkciji predsednika in njegovo predsedstvo, federalne in federativne, se pravi Titove Jugoslavije. Ne. To je taka, rekel, in problem je tem, da je šlo to po vseh časopisih. Naslovnice, umrl je predsednik osamosvojitvenega predsedstva. To me na nek način zrevoltiralo. In zato sem se pol, ker sem pa že poznal določene stvari, ne, kaj je on govoril o slovenski osamosvojitvi, do prej, ne vem, da se omoral, ne,
se bo prej ustrelil, kot da bi to, na to pristal in tako naprej. Sem šel pa to bolj podrobno raziskati. No in potem, ko sem vse to raziskoval, še hujš, kot sem jaz mislil njemu. In to sem pač prikazal v tej knjigi Pravi obraz Janega Stanovnika. Ampak poglejte, pravi slovenski osamosvojitelji, ne mislim samo tisti, ki so operativno osamosvojili Slovenijo, kot je bila Demosova vlada, pa recimo Rupel, pa Janez Janša, pa Igor Bavčar, pa Jože Pučnik, očet Demosa in tako naprej. Ne sem tisti, ki so operativno delovali za slovensko osamosvojitev. Tudi tisti, ki so razvijali to idejo slovenske osamosvojitve, so zame osamosvojitelji. Večina je bilo v zuniji, ker doma tega ni bilo mogoče razvijati. Ker si šel v zapor, če si govoril, celo Franc Miklavčič je dobil ne vem koliko dodatnih let zapora, ker je branil Kozbeka v Trstu, ampak ko so odkrili pri njemu še privatne dnevnike, kjer je pisal o samostojni Sloveniji, privatne, se pravi skrite dnevnike, nihče jih ni videl, je dobil še dodatna leta za to. Se je zelo nevarno govoriti v Sloveniji. Zunaj en del politične migracije pa je zelo so fanatično bil zagovornik slovenske osamosvojitve, kot je to recimo Ciril Žebot, pa Franc Jeza, pa bi se še nekateri drugi ljudje v emigraciji in seveda UDBA je to vse natančno spremljala, kolikor je lahko seveda, ker dosti tega je tudi v Argentini, je malo težje tam, recimo Ruda Jurčec, potem v Rimu je bil France Dolinar in jaz zdaj pišem, ta je prva v tem delu, velikani slovenske osamosvojitve in UDBA. Prvi je Žebot, ker je najstarejši, kar se tega tiče. On je leta 1946 v Rimu ustanovil akcijski odbor za samostojno Slovenijo. In pogledajte, vi mislite, ali pa mislite, da vse to ni pomembno, to je bilo. Ne, te stvari so pronicale v Slovenijo. So pronicale. Jančarja so zaprli, zato ker tudi zaradi Žebotove knjige so ga hoteli zapreti, oziroma potem so to umaknili z obtožnice, zato ker je on prinesel v Slovenijo med drugim tudi Žebotovo knjigo Slovenija včeraj, danes, jutri. Emigrantski tisk je pronical v Sloveniji. V zamejstvu se je to lahko vse videlo, si lahko kupil v knjigarnah, se je nosilo čez mejo, če se to dobili, si imel težave, lahko si šel v zapor, najmanj, kar je bilo kakšen sodnik za prekrške, potem šikaniranje na delovnem mestu in tako naprej. Ampak ta ideja ni prišla kar leta 90, veste, ali pa 87 z Novo revijo. To je se seveda gradilo že in tisti, ki je pa pravzaprav pravi oče slovenske ideje, je pa Lambert Ehrlich. Ta, ki ga je Vos ubil maja 42. In o čemer je pred 3 dnevi se mi zdi, Janez Juhan predstavil knjigo o Lambert Ehrlich, slovenski prerok. Upozarjam na to knjigo, če še niste vedeli, da je šla. In tam noter je razdelana vsa ta njegova misel o zedinjeni Sloveniji. On je mislil seveda tudi Koroško, pa ta italijanski del, ki danes ni več pod Slovenijo. Ampak zedinjena Slovenija. Hočem reči, da je ta ideja zorela. Zorela in da je ta naša generacija dosti srečna, moram reči, da se je odprlo zgodovinsko okno. Razpad socializma, nora Miloševića politika, in pa seveda ena ekipa ljudi v Sloveniji, ki je to izvedla. Vam povem, da če ne bilo te ekipe, če je bila neka bolj mlaha, umahajoča ekipa, veste, Gregor Golovič je zadnjič rekel, da je slovensko uradništvo izvedlo osamosvojitev. Uradništvo vedno nekoga posluša, vedno dobiva neke naloge. Vemo, kdo je najbolj zaslužen za slovensko, jaz sem prej ta imena že povedal. Jaz seveda zdaj v tem nizu knjig pišem o teh ljudeh, ampak žal samo tisti, za kateri imam dovolj materijala udbovska, da lahko pišem velikani slovenske osamosvojitve in UDBA. Vseh ne moramo opisati, ker ni ohranjenega ali pa UDBA ni vsega tudi mogla spremljati v tujini. Če se v teh velikanov slovenske osamosvojitve ustaviš malo pri Cirilu Žebotu, on je potem prišel v Ljubljano konec 60 let in področju kar nemalo zmede. Ja, to je pa zanimiva zgodba. Voz ga je hotel likvidirati, oziroma likvidirati je, rekel, knjigovodski izraz, meni se zdi uduren, ki ga je partija uporabljala za umore. Njega so hoteli likvidirati, oziroma bolj pravilno vsebinsko umoriti. In oni so ga hoteli umoriti skupaj z Lambertom Ehrlichom,
ker je pa on takrat slučajno zaspal, ni šel z njim na mašo, kamor je šel vsak dan z njim, so umorili enega drugega študenta, ki je slučajno takrat spremljal Ehrlicha. To jaz natančno opisujem v tej knjigi. Ne. In on je pač, potem je pa Žebot, ko je neuspelo to, so ugotovili, da so napačnega umorili na Žebota, so ga še hoteli umoriti, ampak on se je umaknil potem tudi v Italijo, v Rim. In on je, kaj se če vprašal, sem pozabil. Zadeva je zelo nerodna, tako je Žebot. Ja. No, pogledajte, zdaj pa človek, ki ga je Kardelj hotel, ga je dal umoriti, pa ni uspelo v Osu, se leta 1968 pojavil v Ljubljani. Ne? In Udba, Kardelj in ta stara struktura tega ne ve. Kaj se je zgodilo? On je pisal direktno na vlado Stanetu Kavčiču in Stane Kavčič mu je to dovolil vhod, čeprav je vedel, kdo je Žebot, se so oni dnevno dobili poročila, kaj dela politična migracija. Predvsem Žebot je bil najbolj nevaren njim, ne? Ker je bil intelektualno močen, ker je imel zelo močne povezave, ker je živel v Washingtonu, je imel zelo močne povezave v ameriški politiki. Ne? Je bil zelo nevaren in dnevno so o njemu pisali. Pa seveda izhajajo iz tistega skupine stražarjev, ki so bili smrtni sovražniki komunistov, da tako rečem, ne? Z komunistične strani. Ne? Oni niso poznali nasprotnikov, da niso bili vsi sovražniki. On se je pojavil v Ljubljani. Jaz mislim, da Stane Kavčič probal svoj liberalnost, do kje lahko gre. Ko so to zdaj na cesti so govorili neki udbovci, stari partizani, totalna uzbona postane, ne? V Ljubljani telefoni zvonijo, Vipotnik pokliče, Janez, takrat je bil šef SZDL, pokliče Kardelja, prav Kardelju, Žebot je v Ljubljani. Prav, imamo zapis tega pogovora namreč v Udbovskem arhivu. In prav, Kardelj, nemogoče, zaprite ga. Pa prav ne moramo, ker je vlada not spustila, prav potem ga pa ženite in je mogel tako videti iz Ljubljane. Ne? Zelo zanimiva situacija, zelo natančno opisujem, veliko dokumentacije v tem ohranjenje in se da zelo natančno reproducirati ves ta njegov obisk v Ljubljani, ki je še danes ta odmeva med tistimi ljudmi, ki jih to zanima, te zadeve. Ne? Še vedno danes odmeva ta obisk in se v tem kreše določene mnenja. Jaz mislim, da je enostavno Stane Kavčič poskušal, ker je začel neko bolj liberalno politiko, še vedno v okviru socialistične Jugoslavije seveda, ampak je gledal, do kje lahko gre. Zaradi tega se je Kavčič zelo pokasal, ne, ker je tudi Tito napadel in tako naprej, zaradi tega in se je potem izvijal, kakor je vedno znal. No, pa je pa cestna afera, je bila še cestna afera, ker je Žebot podprl Kavčiča v Washingtonu, ne, in je bilo sploh, ne, po so ga leta 1972 odstavili. Končno so ga potem se ga je Kardelj odkrižal. Kavčiča nisem stavil. Glejte, ta tajna politična policija, ta Udba, je že v prejšnjem režimu vzpostavil nek vzporeden sistem, tudi ekonomski, za blaginjo in ugodje je rekel novega razreda. O ekonomskem vzporednem mehanizmu bolj piše gospod Rado Pezdir, pa gremo od zadeve Safti, Adit. In kar je zastrašujoče je, da se ta vzporedni mehanizem prenese tudi v čas osamosvojitve oziroma tudi v sedanji čas. Vsi se spomnimo zadeve pranja iranskega denarja. To je neposredna posledica delovanja tega mehanizma. Gospod Omerza, kljub temu, da vi v tem niste to pisali, pa vendarle poznate eno operacijo, kjer je razvidno, kako deluje ta mehanizem mimo vseh regulativ. To je operacija Merkur. Ja, to je izjemen dokument, ki je objavil Rado Pezdir v svoji knjigi. Namreč, zakaj je izjemen? Zato, ker pokaže, kako se je ta praksa nadaljevala še znotraj demokratične Slovenije. Namreč, opisano je neko kratko obdobje v letu 1992, ko je upokojenec Niko Kavčič in pa predsednik republike takratne Milan Kučan, kako sta popolnoma brez vsakih formalnih pooblastil nastavljala Marka Voljča za direktorja Nove Ljubljanske banke. In ta dokument je sam napisal Niko Kavčič, praktično po dnevih, in se krasno vidi, kako še vedno iz ozadja delujejo ljudje iz prejšnjega režima, ne, kako nepooblaščeno
kako skrivajo stvari, da bi postavili recimo predsednika vlade Drnovška pa guvernerja banke Arharja pred izvršeno dejstvo. To je izjemen dokument, ki je v celoti objavljen med dokumenti v knjigi in toplo priporočam, če bo kdo to knjigo vzel v roko, da se to pogleda, ker je seveda bilo tega veliko, ampak veste, eno je vedeti, eno je pa videti dokument točno v tem z datumi, z vsebino pogovorov, z načinom, taktiko, strategijo, kako doseči nek cilj, brez da imaš za to neka, bi rekel, formalna pooblastila. Gospod Šturbej, definitivno je, da se preseka tako delovanje, bo najbrž potrebna še en mandat desnosredinske vlade ali pa še 2 mandata. Vi ste kandidat za poslanca v državnem zboru v naslednjem sklicu, ne dvomim, da boste izvoljeni. Povejte, zakaj se boste zavzemali? Jaz sem se odločil za kandidaturo zato, ker še vidim mnogo priložnosti za Kozjansko in Obsotelje. Bom rekel tako na razvoju gospodarstva, turizma, športa, za boljšo infrastrukturo, tako železniško kot bom rekel cestno, za zdravstvo, za ljudi, bom rekel za upokojence in pa potem skrb za starejše. Ne glede na strankarsko pripadnost, koliko zavzemno bom se pravzaprav za vse te zadeve, za celotno Obsotelje in Kozjansko. Bom rekel, zelo sem vesel tudi, da se tudi na našem koncu bo delal tale satelitski urgentni center na območju Mestinja. Prej sem šel malo pogledati, kaj to pomeni. Ta kratica oziroma tujka pomeni, da je to triaža oziroma predbolnišnična oskrba. To pomeni, da tistega, ki pripeljamo nekje iz Kozjega, Vetrnika ali podobno, ko je tu, bom rekel, strokovna ekipa, ga lahko oskrbi tako, da življenjske funkcije ohranja, tako dolgo, da pride, bom rekel, do bolnišnične oskrbe. Za vse te zadeve se bom zavzemal na tem območju. Hvala, preden damo besedo vam, dragi gostovalci, glede na to, da imajo pol 8 tukaj kino predstavo, bomo počasi zaključili, ampak kljub vsemu, gospod Šturbej, samo še eno vprašanje. Poglejte, sodstvo se je spet aktivno vmešalo v predvolilno tekmo s tem, ko je odločilo, da je Gibanje Svoboda parlamentarna stranka in zahtevalo od RTV Slovenija, da je na soočenju kot parlamentarna stranka. Poglejte, to ni prvič, da se je sodstvo vmešalo. Spomnimo se afere Patria in tako naprej. Jaz mislim, da je nedopustno, da se bilo katera nevladna ali katera od, bom rekel, ministrstv, operativnih ministrstv ali podobno nastopa sodstvo, da se vmešuje v politiko. Glede, če samo gledamo, da tudi mediji delajo podobno zadevo, da se vključujejo v nek politični boj za, ne vem, za posameznike, ne? In tudi poročanje, bom rekel, če samo zdaj še omenim Ukrajino, ne? Da romantizirajo določene zadeve okoli nuklearnega orožja, da ne obsojajo javno, bom rekel, da se zbriše z obličja sveta eno mesto, civili vred. Zato jaz mislim, da ta medijski prostor oziroma prostor v Sloveniji je mogoče samo tak. Jaz ne vem, v tujini verjetno si ne bi noben tega dopustil, da ne bi to potem bilo sankcionirano ali kako drugače obsojeno, ne. Sodstvo naj bi bilo neodvisno, ne pa da se vmešuje v tekmo za določene osebe, pa ne glede na kje, tudi na druga področja vplivanja, ne, v gospodarstvo, politiko in podobne zadeve. Glede, ne bi bilo dovoljno, da še jaz nekaj pokomentiram glede sodca, namreč to jaz temu pravim, revolucionarno sodstvo se vleče že od prejšnjega režima, vse do današnjih dni. Bom povedal samo nekaj, gledajte,
v 80 letih je sociolog Albin Igličar naredil raziskavo med sodniki objavil. Rezultate te raziskave je objavil v knjigi Uvod v sociologijo. S kakšnim namenom je bila ta raziskava narejena ali je namenoma dal to v knjigo, ne vem, ampak rezultati te raziskave so grozljivi. Vsi sodniki Vrhovnega sodišča so bili člani komunistične partije. 93 sodnikov delovnih sodišč je bilo članov partije. Več kot 50% sodnikov temeljnih sodišč je bilo članov partije, kar pa ni najhujše. Ko jih vprašal, ali so kdaj kdo posredoval, so skoraj vsi povedali, da je bodi si posredovala Socialistična zveza delovnega ljudstva, bodi si sindikati, nekateri so mogli iti na zagovor glede sodb na centralni komitet Zveze komunistov. Ampak to še ni najhuje. Na vprašanje, kaj je njihovo načelo pri sojenju, so skoraj vsi odgovorili socialistična morala, kar je seveda grozljivo za neodvisno sodstvo. Zdaj pa beseda vaša, prosim, vaša vprašanja, vaše komentarje zaželeno. Izvolite. Prisrčen pozdrav v mizjo, vesel in srečen sem. In čast mi je, da moj veliki prijatelj, predsednik veteranov za našo domovino Slovenijo, kandidira in želi naši pokrajini Obsotelski dobro svojo prakso, svojim naukom in svojim življenjem, ki ga je pridobil skozi ta mladostna in zrela leta. Gospodu predavatelju, drugemu, ki je čudovito predstavil odbaško delo, svinarije, barabije, torej sem zaključil svojimi mislimi. Resnično, teh ljudi je bila značilnost laž, goljufija in prevara. Ta jih še naprej spremlja in dokler bojo imeli moč, ne bojo nikoli drugačni. Torej, treba bo še veliko postoriti, da se bomo te strahote opirali. Vam, ko ste pa vodili to mislijo, pa bi v roko vsego čudovita vprašanja, sjajno ste jih predstavljal in jih nastavil, tako da smo danes ogromno lepega, praktičnega in življenjskega pridobili. Vračam se nazaj k prvemu naslovu. Gospod Tomček Šturbe, poznam te veliko let. Ko si bil v Štorah, si bil delavn, pošten, življenjski, človeški. Nikoli nisi lezel v spredje nikogar v državo. Ko si bil vojak, si vsako naređenje ali povelje ali naročilo odlično spelo. Bil si res zvest svojemu poklicu. In zato sem zelo vesel, da si se odločil, da greš v to smer. Obsotelje in naša pokrajina potrebuje dobrega poslanca, odločnega poslanca, plemenitega, zavednega, ki bo ohranjal etiko, kulturo in stare običaje, ki jih čas ne sme nikoli zabrisati. Prepričan sem, da bojo volivci postorili vse, kar je v njihovi moči, te potrdili, ohrabrili in ti dali priložnost, ki te čaka. Veseli se je, korajžno delaj naprej in ne boj se ovir. To naj bo tvoje vodilo in vedno boš v naših mislih in užival tudi našo podporo. In čisto na koncu, prav je, da si se odločil. Ker to je bilo gnusno, nismo mogli več gledati. 2 leta, odkar je Šarec vrgel puško v koruzo, so bila taka strahotna nasprotovanja, štrajki in ne vem, kaj so vse počenjali, ta levica. In še sodišče jih je zaščitilo. Torej, vaše vprašanje je pravo, kako naprej. In če še enkrat vsaj boj dobojuje ta srednjesredinska vlada, potem lahko pričakujemo, da Slovenija bo doživela osvežitev in da bojo šli boljši časi za ljudstvo in za našo lepo domovino naprej. Pa še to, koliko se je v tem času postorilo, koliko so upokojenci dobili, koliko so dobile občine, koliko se je razvijala cela država. Te tiri in to, ko so pa spali, jih izrabljali in izkoriščali, se ni nikoli in se tudi kmalu ne bo. Torej, postorimo mi volivci vse in ne dovolimo, da bo naprej vladal tisti, ki je
35 let s strahom in z lažjo med nami gospodarov. Še enkrat želim srečno vrnitev v Ljubljano. Vsem, ki ste pa prišli, pa podpirate našega Tončija, bi pa v roko segel zahvalo. Še ljudi prepričate, Tonči mora zmagati. Hvala lepa. Hvala, gospod Jožef. Ima še kdo kakšno vprašanje? Nima več? Zdaj bom jaz vprašal gospodo Merzo, kako si razlagate to, da nihče noče govoriti o teh arhivih? Je to zakon molka, je to pozabljivost, je to izguba spomina? Ja, to težko rečemo zakaj, ne, ampak res v Sloveniji praktično nimamo nekega človeka, ki bi si odprl ali pa olajšal dušo na nek način. Bil je zavadlav, no, ampak oni na nek način so od njega že izvrgali iz tistega režima, ne, tam šikaniran pozneje, ne, čeprav je sodeloval v začetku. Tako da praktično v Sloveniji imate enega človeka, ki bi nekaj povedal, kaj se vse počelo, ne. Tudi tisti, ki sem jih jaz razkril kot sodelavce, eni pravi, da to ni res, eni pravi, da je pač to druga država in nihče ni povedal bolj podrobno, kako je do tega prišlo, da je nekdo postal recimo konfident tajne politične policije. Ne. To v Sloveniji očitno tega ne bomo dočakali. Vidite, da imamo mi en grozen povojni zločin, ne, povojne umore, ne, na Slovenskem, koliko grobišč smo najdli že doslej, ne, zato je kruto in žalostno. Pa imamo zločin brez zločincev. Nihče ni nikoli odgovarjal, nihče ni bil poklican na odgovornost, čeprav ko je Slovenija se osamosvojila, je marsikdo teh ljudi še pri življenju. Ne. Danes je to že fiziološko, je že toliko od leta 65 minilo, da praktično ni več koga po moje za preganjati. Posebej pa ne tiste, ki so bili odločevalci tega strašnega umora, povojnega umora. Ne. Žal, nimam kaj tle. Žal pa tudi je zelo malo raziskovalcev udbe in povojnega dogajanja. Poglejte, imamo recimo gospoda Dežmana, ki odkriva prekrita morišča. Potem imamo gospoda Možino, ki piše o povojnih pobojih. Rado Pezder piše o ekonomskem sporednem mehanizmu. Gospod Omerza piše o političnem kriminalu udbe. Vse je politični, lahko označimo politični kriminal. Tudi medijski mainstream to ignorira. Tukaj bom malo izzval gospoda Šturbe, namreč če bo malo vedeževala, kako bo ta medijski mainstream, o katerem je tudi govoril gospod, kako podpira to levico, ali se bo odzval na odkritje Planeta TV, ki je danes objavil, da je bil Robert Golob koruptiven človek pred leti. Namreč tam so pričevalne službe so posnele nekega podjetnika in nekega uradnika, kjer ta podjetnik pravi približno takole: moj jaran Robert Golob dobi 15%. To se zelo dobro sliši na filmu. Gospod Šturbe, kako mislite, da bodo medijski mainstream bodo reagiral? Jaz mislim, da glede na to, da dejansko se odkrivajo tudi posle Goloba po Bosni, podobno kot Zarotnika, so mediji takoj obrnili, da pač Janša za svojimi službami raziskuje ali pa pošilja za Golobom določene službe, da odkrivajo, kaj je on naredil napak. Čeprav tudi zelo malo se gleda hrvaško televizijo in druge televizije, ker naš, mislim, te, bom rekel, resnične informacije, ki bi jih morali mi dobiti kot plačevalci RTV1, jih ne dobimo
jih pa hrvaška televizija določene tudi, bom rekel, informacije zelo korektno prenaša, čeprav tam si tudi niso dobra v najboljših odnosih, bi rekel Milanović in Plenković, pa vseeno poročajo, da njihov predsednik je danes, ne vem, na Poljskem ali pa ne vem, v tujini in tak naprej. In tudi o tej zadevi sporočali, ker je general Krešimir Ćosić tam nekje 2006-2007, oziroma njegov sin, ki je bil takrat direktor HEP-a, to je Hrvaško elektroprivreda ali pa Hrvaško elektrogospodarstvo, tudi imelo interes za nakup določene elektrarne ali pa, bom rekel, elektroenergetskih gospodarstev v Bosni, ampak na ta trg ni mogel priti tako enostavno, ker so še nerešeni določeni problemi z varčevalci Ljubljanske banke. In potem je pač prosto vse, kot je to v navadi, svoje jarane, svoje prijatelje po Bosni in po Balkani, ki so nas naučili pač takega poslovanja. Mi nismo bili mogoče do Avstro-Ogrske tako koruptivni in pa da smo poslovali čisto po drugih metodah in logikah, pač so nas naučili, pač, da se marsikaj da pod mizo, 15% gre k meni, nekaj še gre ostalim. Podobno se je delalo tudi po drugih firmah. No, ker je pa bilo potem iskal, ker so bili še pa Avstrijci in Hrvati zainteresirani za to gospodarstvo, elektrogospodarstvo po Bosni, vemo, da je to ste rekli, da je možnost vetrnih elektrarn in še drugih zadev, so Avstrijci tudi imeli med poslanci dve opcije, dve struje, predvsem tudi v muslimanskem delu, da so bili eni bolj zainteresirani za Avstrijce kot dobre gospodarje in pa ena stran, ki bi pa prava denar v svoje žepe in pa elektroprivreda, bi rekel, elektrogospodarstvo Bosne ne bi veliko tega imelo. Tako da na teh relacijah tudi Rotnik je posloval kot z gotovino, ko je bila preiskava, je rekel pač, da on nekih računov nima, da je posloval vse na blokec ali pa, ne vem, bom rekel, netransparentno. In tudi tu se je verjetno to dogajalo, oziroma obstajajo zapisi in da hrvaške preiskovalne organi imajo več o tem poročajo, kot poročajo slovenske medije. In sem tudi prepričan, da gospod Golob bo nadaljeval s temi deli, kolikor bi prišel, normalno, če bo Slovenci ga podprli in Slovenke, da bi nadaljeval kot predsednik vlade, če bi imel to možnost. In potem bi resnično kupil marsikatere gospodarski subjekt v Bosni, ker bi lažje posloval z gotovino, netransparentno. Ker on sigurno ne bo delal, ker je zdaj delal nekje za 400-500 tisoč evrov na leto, da bi pa zdaj kot predsednik vlade delal za 3 jurje ali 4 jurje. Mislim, da Slovenci nismo toliko naivni, da bomo pa to opcijo izvolili. Hvala, Ana. Imaš še kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje, če ne bomo počas zaključili? Če nima, bi se vam zahvalil za obisk. Glede na to, vsi tisti, ki ste prišli, spodaj, kjer prodajamo knjige, bo vsak izmed vas, če želi, dobil ekskluzivno vabilo na predpremiero filma Sporedni mehanizem globoke države, spodaj pri gospe Štefki, v tej dokumentarnem filmu nastopa tudi gospod Veza. Torej, hvala, da ste prišli, hvala gledalke in gledalcev, da ste nas spremljali v neposrednem prenosu. Nocoj so z nami bili gospod Anton Šturbej in gospod Igor Meza.